Je cvet, to je cikorija drugače. Tako, to vse velja. Lepa. Iz korenin pa pridobivamo nadomestek za kavo. Vse si zdaj slišal verjetno. Cikorija. Prvič slišam. Ok, vse enkrat prvič se veš. Evo, super vam gre za začetek, kar bod pozoren, da ne bojo se ponavljati, da ti ne bomo, lej, zdaj imaš drugega, ne? To je trpotac širokolistni, ne? Ta pa tudi, tako da enega dej, ta lep ga pust noter, ponga dej. Mislim, da je tale lepši. Ja, sej pravim. Evo, različni cvetovi, kar nesi tja, pa razpored. Tle imaš dve leske, lej, da ti kar povem. To je ista, kaj ne? A ne, nista. Tukaj imaš dve leski, bod pozoren, lej. A, pa res, Ja. pa res. To je tudi lesko. Ja, si vidiš, poglej. Tam je bolj, Poglej vrh lista, tam poglej. je bolj podobno na lesko. Ja, sam je oboje leska, sigurno. Poglej vrh, vidiš kako ima to špičko. Okay. Kako pa veš, da je pa strupena, drugače ta rožica? Ne rabiš to vedeti, če je strupena ali ni, ker načeloma niso strupene. Dejan, tle sem ti dal eno lesko. 70% rastlin je užitnih, Sem vzel list. tistih 30 je pa lahko toliko strupenih, da vam tudi življenje vzame, tako da ja. Ta je tudi lesko, ki ima tako špico. A če Ja. piješ ali če se dotakneš? Ni lesko. Lesko, tiste pa drugače, ja. Ne, lesko. Ko gremo še drugi skupini pogledati, kako jim gre. Če vse lesko. Maj, ti gre, a? Ja, gre na... Zelo. vrsta. Wow. Ojo, te imajo več že. A veš, da ne poznam, iskreno ne vem čisto vsega. Bomo pogledali. Zelo lep cvetek. Kaj to je dol? Da ga nam kdo... Ne, to ni to. Da ga nam kdo dol vrgu. Divji koren, super, odlično vam gre. A pokalica, evo. Tale, ja. To je pa lešnik, ki ga je odprla miška. Vidimo po tem značilnem krogcu, ki ga naredi, a ne? Ker če bi bila veverca, bi ga razpolovila lešnik. A ne? Potem ločimo, kdo je bil. Veverca ga razpolovi, miška pa naredi takole luknjico, pa potem zobki zdolbe ven hrano. Oziroma lešnik poje. Kaj pa imate zame za pojesti? Preveč. Kobilca? Kje je kobilca? Ne bomo odsvrli, ne? A kako? A ja, Zdaj, če hočete jesti kobilce, jih morate vsaj 1 liter nabrati, da bom olje pržgal, da jih odsvremo. Za eno ne bomo kurali olja. Zelo ste se potrudili, bravo. Kako pa druga skupina? Prva. Cvetovi. Čekaj, a imaš te kot cvet, po mene? Tu stran, da imaš. Ne bom. pustimo čuza. Ovo je regala, to je Kako je šlo? Laris, Opa. kobilico imamo v travi, lahko poješ zdravo. Čakaj, bomo najprej tole prešteli, pa se bomo po kobilcah A pogovarjali. ni bilo to živ? Kobilico imamo, živimo notre. Ja. Oni so doli, pa potaka čaj. Bom jaz štel. Ena. Čakaj. 1, 2, ti pa gledaj, da bom jaz prav štel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Komisijsko ste pregledali, da se ne ponavljajo, a je tako? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tole se ponavlja. Ne se, smo že pregledali. 9, 10, a ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se pravi imamo. Ja, vem. 49 listov. 10, 20,
30, 40, 49. 49, če cvetove preštejemo. Ne, tukaj ste dali 2 kupa skup. Ne, po deseticah so, sigurno. Ste spremljali ostali? Okay. No, zdaj pa še cvetove preštejemo različne, gremo kar z tele smeri, se pravi 9, dajmo reči, ta je 10, a ne, da bomo smo rekli se 50, ja, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, nehajte rukati, koliko je ta? 59, 60, 1, 2, 3, 4, a res? Koliko je zdaj prav? Še enkrat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tole ni cvet, 7, 8, 9, 10. Ok? Imamo 70, a ne? Ja, 70. 70. Pa 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 76. Nov rekord. Ja, nov rekord. Čeprav ne, ni nov rekord. V listih je 72 rekord. Vi ste jih pa koliko? 49. A ne? Pa jih imamo 76. Skupaj pa je. Na tem istem področju govorim, ne? Če, se pravi, moramo imeti iste pogoje vsi, a ne? 76, ajde. Dobro, zapomnite si to številko. Dajem, prosim, če greš na drugo stran, pa boš pomagal zlagati. Ja, na to stran. Ja. Daj, kar začni šteti. 1, 2, 3, daj, kar ti jih premiki. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 48, enega manjka kolegi, ja. Izenačenje bo. Da vidimo. Spravi 8, 9, 10 je 50, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 je. 1, spravi tle je zdaj 60, ne? 1, 2, 3, 4, kaj? 5, 6, spadi še marjetica. 1, 2, 3, 4, 5, Aha, 6, 7, hvala. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In 70. 79. Koliko pa vi? 76. Zmagala je Zmagala. tvoja Družina moja. Vse se moja družina. Lahko da se zmečkamo pa damo stran. Lahko date stran, seveda. Ok, torej tole
če imaš ima poseben von in največkrat ga ljudje zamenjajo, ker raste tudi tale jesenski podlesek na rastiščih, kjer čemaš raste. In morate vedeti, da čemaš raste vsak list, torej vsak list je na svojem stebelcu, pri jesenskem podlesku so pa listi na enem stebelcu, a ne? Iz enega stebla ven rastejo. Tako da boste vedeli, da to je smrtno strupeno in če eno tako pojeste, ste končali zadevo. Odličen nož. Fantastičen. Pa klela tule. Kaži. Jaz imam pa takega. Kaj pa tole? Tacga. Križci pa krosci, ali kaj? Jaz imam tacga. Jaz imam takega. Jaz ste pa tudi face. Tacga imam. Jaz imam takega. Tega ne počnite, da se ne bo kdo porezal, prav? Jaz prežem vejga. Je pa da izgleda. Ok, kako je šlo? Ne, ni bilo. Kako je šlo z zemljevidom? Ste to vse verili ali ne? Jaz sem naredil. Ti si naredil? Ja, vse veril sem. Kje pa smo? Dejan, kje smo? Godičevo. Na blok Godičevi. Ja, Kje je to? pokaž. Jaz sem tu naredil, oni so pa poiskali. Tu smo že manjši. Zemljevida ne Ti moraš smemo. za kamen 200 evrov plačati. No, kje smo? Ne, našli smo že. Ja. Tukaj, ne? To moraš pa postaviti v eno vzporednico, da ti Tako, prav se veri in pol premika zemlje. tako, res je. Odlično, fantastično. Hvala. To je mala pikica črna. Vse pohvale. Hvala. Kako? To je mala črna pikica. Tole, tale ta bela pikica je tale objekt dol, ki ga vidimo. Tale hiša, ta večja. Ja? Nobana pikica. Tale sem sekundico. Bomo probali. Ne. Tale bela pikica, le tukaj, ki je na koncu mojega prsta. Če se kaj vidi. Odlično. Super, ste se odrezali, fantastično. Tamle vidim, da ste tudi po moje useverili karto, upam, da na pravilen način. Drugače pa prosim kolega Miho, če poveš, prosim, kako se pravilno useveri karta, da se jaz ne ponavljam. Rob kompasa postaviš ob eno zelenih vzporednic in potem poravnaš z severom. Pomembno pa je, kaj je pomembno še prej. Se pravi, če bi bilo to takole, kaj pa narediš? Obrne zemljevid. Ja, pa bo to prav. Novo. Ne bo prav, ne? Ne. Je čist kontra, ne? Kaj moraš vetrovnico obrniti na zgornji del, se pravi tja, kamor kaže črta. Tako, pogledalce imamo vedno tako pred sabo. Zakaj? Zato, da lahko gledava, kaj se dogaja, če pogledaš v ogledalo. Zdaj vidiva, če hoč v azimut zmeriti, kaj te tle odzadnji, če posnameš, mogoče z mojega vidika. Takole. Se pravi, da lahko, bom takole poskusil, če se bo kaj videlo, evo, na ta način obračamo takole, da pride magnetna igla na črko N in s tem smo dobili, če tle gor očitava, kaj piše? 140 stopinj. Ne, ta. Na vrhu. Pod to črto direkt. Je 120, ne? Je. Se pravi, azimut iz najne stojne točke, se pravi, azimut je kot gledano od severa do severa, ne? Se pravi, če smo obrnjeni proti vzhodu, direktno je koliko azimut? Kdo ve? 90 stopinj. Na jug je 180, na zahod 270 in zahod oziroma sever 360 oziroma 0 stopinj. Ja? In zdaj imamo azimut iz te najne točke proti temu objektu 120 stopinj. Ne? Azimut smo rekli, se lahko spreminja, se pravi, če bi šel jaz zdaj 15 metrov tjale v stran, bi bil drugačen azimut. Ker je azimut je vedno gledan iz tvoje točke ali pa iz tiste točke, iz katere želimo določiti neko smer. Se pravi, če bi zdaj hoteli mi priti, Miha, na Bloško jezero, kaj bi ti naredil po tvoje?
kako je pravilno postopek. Greva povedati. Še enkrat bomo vse vrili karto. Evo, te prosim, če boš ti. Jaz ponovadi dam, veš kako je najlažji. Kar na ta rob, ja, na ta črni rob. Dobro, natančno nastavi, prosim. Tako. In zdaj sva rekla, hočeva iti iz najne lokacije. Tako. Sreče damo na to in vrtiva kaj? Da rdečo puščico pokažem na sever. Točno na nas, se pravi točno tlele na velika bova natančna. A ne? Veš, ko sem te zdaj popravil, ne? Zihar se tlele gor, recimo, če gledamo od tlele, ne? Pa sem se je karta kar precej premaknila, ne? Vidiš, takole, tako je par centimetrov. Zakaj vam to govorim? Bolj, bomo natančni, prej boste najdeli izvir vode. Ne? Kako so izviri označeni? Primer, evo, takole z modro pikico. Ja, vidimo. Pa tukaj so, lej. Pa tukaj. Kje je še izvir? Tukaj je izvir. Tukaj je izvir. A ne? Tukaj. Ja, odlično. Točno tako. Kaj to pomeni? Da moramo tudi znati simbole brati. Zdaj, če jih pozabite, jih imamo tukaj na legendi označene, ne? Konkretno tukaj piše izvir, močan izvir, ponikalnica, ne? Imamo točno lepo označene simbole, če kaj pozabite, a ne? In tukaj imamo merilo, ki je zelo pomembno, da veste to, a ne? Si lepo piše, 1 cm na karti ustreza 250 metrov v naravi. Prav, 1 cm, imamo tle gor centimeter, a ne? Vidite? 1 cm je 250 metrov v naravi, a ne? Prav, od tukaj, od konca do 1 cm je razdalja 250 metrov. In prej ste videli, ko smo karto popravili, ne? Če naredimo, recimo, če imamo takole karto, ne, pa rečemo, ok, vse je v redu, ne, na približno. Poglej zdaj, koliko se bo karta spremenila, tle ta zgornji del gledamo, ne. Koliko se bo premaknila, kar za nekaj centimetrov, ne, da je zdaj spet prav. A vidite to razliko? Ja. In če vi hočete najdeti izvir, a ne pa zgrešite po liniji, po smeri za, ne vem, 3 centimetre, na zemljevidu, boste v naravi zgrešili za koliko metrov? 750. Odlično. A bo tam izvir? Ne. Ne bo ga. A razumete, zakaj je treba biti natančen? Okay. To je najbolj pomembno, da to veste. Se pravi, kakšno je merilo karte. Tam imamo tudi, recimo, če mi prosim prinesete karto litije, ena specialka, ena proti 25.000, ena pa proti torej 1 proti 50.000. Bomo še tole na hitrico pokazali, da vidimo razlike. Se pravi, ta je večje območje, zajema na isti površini skoraj, ne, če gledamo velikost, a ne, zemljevida. Vidite, da sta skoraj enake velikosti, a ne. Prav zemljevida govorimo, pustimo legende, a ne. Ampak ima ta večje območje, ker je 1 proti 50.000. Se pravi, ali pa če po domače rečemo, če primerjamo zdajle mesto Litija, če pogledate 1 proti 50.000, kako so tukaj zgradbe označene, se pravi, imamo glavno cesto, mogoče kakšno glavno ulico, kakšno glavno tovarno ali pa kaj takega, ki je večjega, osnovno šolo, ja. Če pogledamo pa tole, ki je isti okrog reke Save, kot je tole gledamo, ne, je tle povečano, pogledajte, koliko je tukaj pa detaljno bolj. Koliko so popolnoma vsaka hiša posebej, vsaka ulica posebej označena, popolnoma vsak skratka izvir natančno, ker tlele boste težko karkoli najdeli iz tega, kje so izviri. Vidite, če najdete tle mogoče začetek neke modre črtice, Loški potok, Slovski potok. Zelo težko se znajdeš iz tega, pa rečeš, aha, tle je pa izvir. Do čim smo rekli, jih tukaj pa najdete takoj. Evo, koliko jih je.
Ne, posod sami izviri, evo. A jih vidimo, kje so še. Evo, tukaj. Tukaj. Ja, Tukaj. bravo. Tukaj. Tle, koliko jih je tle. A ne? Tukaj tudi. Tukaj. Ja. In kje so ponovadi izviri? Pa tukaj tudi. Pod hribi. Pod hribi, točno tako. Točno tako. Tam boste najprej najdeli vodo, v vznožju hriba. Ponovadi boste najdeli bujno rastje, se pravi, tanka voda teče, ponovadi ni težava za vodo in je rastline rastejo kot nore, a ne? Se strinjate s tem? Ja. In to vam pokaže že nadaleč, lahko smatrate, da boste tam vodo najdli. Recimo tukaj bom kar pokazal na tem zemljevidu. Zdaj ste videli primer razlika, ne? Se pravi, ta del, se pravi, ta karta pokriva samo kole nekako približno, no? Se lahko pogledamo točno, se pravi, tlele še malo gor, a ne? Vače so še, ja, da jih vače, vidiš? Kako so tle vače bolj natančno narisane, kakor tukaj. Tam vidiš, da je cerkev na sred vasi, ostalo pa nič ne veš, tle pa točno vidiš, kje je kaj. Je res? Ja. Se pravi, ta del vače so še noter, a ne? Se pravi, tlele pa šmartno, pa bomo tudi interjevc. Stenica, pinca. Skratka pa tlele nekje, ne? Ta del je tale zemljevid povečan, a ne? Vidite? Ja. Približno. Imamo tukaj povečanega, ne? Tukaj je 1:25. Na tem zemljevidu je pa 1 cm na karti, torej v naravi, koliko metrov? 50 tisoč centimetrov oziroma 500 metrov. Ja. Ja. V bistvu, ja, pa če rečeš centimetri, ne, se je enako. 1:25 tisoč je 1 cm proti 25 tisoč centimetrov v naravi. Ja. To je 250 metrov, koliko smo že rekli. Še ena pomembna stvar, da boste vedeli, recimo, če hočemo zmeriti razdaljo, zakaj je vrvica na kompasu lahko prav pride. Če hočem zmeriti, koliko je, ne vem, če bi šel recimo iz Supom na Savo, ne, pa grem tukaj v vodo, pa rečemo, da gremo proti toku gor, ne, ali pa se vseeno, pa če gremo s tokom dol, pa dajmo reči, kje je tle, gremo v Kresnicah, gremo v vodo, pa hočem zmeriti, koliko kilometrov imam za preveslati Supom, ne. Damo tole lepo po Savi. Malo bi mu zmanjkali vrvice, čakaj, bomo takole začeli. Kresniški most, gremo po Savi. Lepo po krivini, ne, da bomo natančni čim bolj, ja, je tako. Pa izstopimo tle v Litiji, a ne. Spravi, primem od tukaj, pa na temle in zmerim tukaj na temle merilu, pa bomo po 1 kilometer šteli, ne. 1 kilometer, aha, zdaj sem pa tam spustil, norc. Kje se je končal? Tlele se je končal, tukaj gor. Se pravi, 1 kilometer, 2 kilometra, se to je približno, no, to ne me zdaj za besede držati. 3, 4, 5, približno 6 kilometrov od mostu v Kresnicah do prvega večjega mostu tukaj v Litiji, ja. Približno, ne. Se pravi, bolj bi bil natančen, tudi ta vrvica je mogoče malo elastična, je boljše, da mogoče s kakšno travco ali pa karkoli, ali pa slamco, tako, ki tazga zmerite, ne. Ali pa s kakšno drugo vrvjo, ki ni tako elastična, no, zato da se ne boste zmotili preveč, ne. Da ne bo iz 1 kilometra ratali 3. Ne. Vi boste računali, aha, 1 kilometer rabim približno pol ure,
ali pa 15 minut, na koncu pa pol to lahko zavleče v 1 uro, ne? Oje, ali pa še več, odvisno, ko ste hitri. Ok? Ja. Pa kakšen imate teren za prehoditi? No, še par osnovnih informacij okrog blok. Tukaj, kjer smo zdaj mi, boste videli, tale hrib tale nad nami je na 802 metrih nadmorske višine. Se pravi, smo mi približno, lahko bi šli tudi skoraj natančno pogledati, na enih 770-780 metrov nadmorske višine zdajle. Bloško jezero, lahko pogledamo, je približno, pa imamo kakšno plastnico tlele, 750 metrov, ja, nadmorske, ne. Se pravi, tukaj imamo, kot sem rekel, Godičevo, mi smo zdaj tlele gor, na teli jasici. Tle gor imamo pa Mali vrh. To je tam, kjer smo se šli Zastavice. A veste, kje je Mali vrh? Ja. No, tam, kjer smo se šli Zastavice, je 802 metra nadmorske višine. Potem imamo tukaj, sicer ga ni na zemljevidu, niti Bloščka, niti Županščka. To je tale vrh, tamle v bistvu je desni, ki je taka grvina, ne? Se pravi, najprej bi pomislili, da je ta levi višji, pa ni. Je ta desni višji, ampak je bolj v ozadju, pa se zdi, da je nižji. Je optična prevara. Se pravi, to je Blošček, ki ima 1061 metrov nadmorske višine. Je zelo tak, kako naj rečem, če se recimo zgubiš, je zelo fajn, da ga poznaš, da se lahko orientiraš na njega. Druga stvar, tamle slivnica. Jo vidite? Vrh. Tisto anteno tam. Tam je drevesi, morate pogledati. A jo vidite? 1114 metrov. Tudi zelo pomembno za orientacijsko točko, da veš, če si na tem območju, da se lahko malo lažje orientiraš ali pa rečeš, ok, če nič drugega, grem pa do Slivence, ne? Pa bom pa že prišel dol do Cerkniškega jezera oziroma do Cerknice. Če malo poznaš mikrookolico, če ne poznaš nič, ti skoraj nič ne pomaga, ne? Vprašaš soseda. Ja, vprašaš, če imaš koga vprašati. Govorim vam, če smo primer izgubljeni, ne? A veste? Ja. Torej, tukaj od zadaj je, mi mu po domače rečemo Patkino brdo ali Racna gora. Ni Račna, ampak Racna gora, od Race gora. Ja, Patka je... Ja, Patkino brdo, da se malo pecamo. Je to dobro vedeti, se pravi, ali pa kakšne te oddajnike ali pa neke take opremljive točke, če poznate, je super. Če bi se slučajno za kratko izgubili orientacijo, namreč, če se vi za par ur izgubite, to ni preživetvena situacija. Ne govorimo o survival temi še. Daj govorimo o preživetju, kdo bi vedel. Ko si več kot en dan izgubljen. Točno tako. Ko si več kot 24 ur med pogrešanimi. Oziroma, ali pa ja, pač izgubljen, ja. Da ne veš, kje si, da ne pač... Ne boš kmalu prišel na reč. Ja. Lahko te je kaj ukleščal. A ne, lahko se ti kakšno drevo skolalo nate, ki si šel po hribu dol, pa te kaj ukleščal, pa ne moreš naprej. Lahko te sam stisne, lahko te kaj zdrobi, lahko te zlomi, lahko je... To vam sploh ne govoril, koliko je enih možnosti, kje se vse lahko poškodujete. Lahko se za skalo vtakneš. Lahko te skala stisne, lahko ti skala... Lahko umreš. Film, a kako ste se že slišali imenuje? zgodbo, ja, po resnični zgodbi. Neki 100 pa še neki ur se imenuje. Ja, Sam ne vem, kako se imenuje. ja. Lahko padeš gore. 172 ur ali nekaj takega. Kaj pa? Ja, boš ti povedal? Si gledal? Ja, ena oseba je pač šla tam malo med puščavo pa tu, pa tam, kjer so kanjoni pa tu, pa je šel plezat med enim kanjonom, pa pol pač se prijel za kamen
in ko se je prijel, da bi šel pač tako čez njega, ne vem kaj je hotel narediti z njim, ga je tako nekako potegnil in se skotelil dol, on je pa zraven padel in ko je padel dol, mu je kamen padel na roko. In pol je neki cajta bil ujet tam, pa ja, pa si je na koncu odrezal roko. Pa so ga pa najdel, ko je prišel ven. Eni, ki so hodili naokrog, so ga našli. Živga. Ja, Ja. seveda, živ, je preživel. Naredil se je prevezo in si, nažalost, ker ni imel ne možnosti koga poklicati, ne karkoli, si je pač odrezal sam roko. Tudi lisica, če boste v zanko jeli, si bo tudi sama nogo odgrizala, da bo pobegala. Boste samo nogo noter od lisice dobili v zanko. Ampak še enkrat poudarjam, zanke in pasti so v mirnem času strogo prepovedane. V vojni je dovoljeno. V vojni je vse dovoljeno, se vemo skoraj. Ja. Pač, a boš preživel ali pa ne boš. A ne? Takrat trgovine niso običajno odprte, a ne? Ja. Ali pa so zropane, bod moralni. Ne da zdaj tle delam črn scenarij, ampak tako pač je, se veste, si ne bomo zatiskali oči. Gotovo veste, da v Ukrajini vojna recimo, ne? Ja. Kaj je med nami pa Ukrajino? Madžarska. Končano. Samo država Madžarska je med nami pa Ukrajino. A jim nismo poslali enega topa? Ali pa če smo dva, to ni pomembno. Ne, a ni tako, da se... Pustimo vojno, pustimo politiko, pustimo vero, mi smo zdaj tukaj na orientaciji. A vala? Ja. Ja. Recimo. Pa ne vem, kje sem točno. Ne? Lahko sem tle nekje, vode so, struge so, vse je podobno, vse je isto. A ne? Lahko se tle nekje nahajam, pa recimo na tem področju, pa ne vem, kje sem točno. Ne? A pa recimo takole, v enem takem orem gozdu. Ne? Ja? Ja. Ne vidimo, ne vem, nobenih stez, nobenih cest, ne slišimo nobenih ljudi. A ne? Avtomobil. Ja, ker če zdaj zaprete recimo oči, pa poslušamo, kaj lahko slišimo v enih parih sekundah tišine. A tu slišiš kakšen avtomobil? Ne, veter. Veter, letalo, Kokoš. kokoši, ptiče, Ptice. kaj še? Muhe. Čebele. A ti slišiš kakšen lajš psa? Ne. A ne? To je vse znak, da ste lahko blizu vasi. Lahko je pa pač kakšen naključen lovski pes, ki teče, tako kot naša Aba, ne? Znano je zeleno. Ampak lovskemu psu ni dobro sledi. Ne vedno, lahko če se Te kvadrira. lovski psi v bistvu zavohajo, če jim daš, da povohajo sled in potem... Vsi sami najdejo. In točno vejo, kaj je sveža sled in kaj je stara sled, a ne Aba? Boš ti to razložila? A sveža sled je bilo tisto od medveda. Nekam En teden, mislim ne. Aba, kdo Je pa bil je? prvi termin, je rekel, da je bilo. Kdo pa je? riba. Ti voha. A medo? Medo, pedo. Veste, kako ona meni pove, kdaj je medved? Meder. Gre na rob gozda ali pa pač v gozdu, stoji na mestu in laje s takim globokim, ful globokim glasom. A ne, Abika? Hm? A če je medved? Ja. Ali veste, da je medved? Ja, točno vem, kdaj je medved. Kaj če pa kakšna druga žival, Pa teče za njo ali pa gre po sledi. In točno vem, kdaj ima vidno žival, se pravi, kdaj gre za srno recimo ali pa za srnjakom. A ne? že kdaj kerago? Kar cvili, takrat cvili in sploh ne more lajati, ker je čist navdušena. V bistvu ta pasma psa sploh ni taka, bom rekel, morilska pasma, da bi ona žival, ona še nikoli ni zajca prinesla meni.
Kaj pa kjer drugo žival? Nobena druga žival mi ni prinesla. To Je se zdaj- najdla kakšno poginulo žival, ja, ne rečem, ampak Medvedi drek. tako, ne rečem, ampak da bi pa ona šla srno ujet, pa jo ubila, pa k meni privlekla, pa ni. Ni tak pes. Jaz Jaz sem bi zadnjič imel tudi takšen. čel, Ona ima kako v nagonu, Nemški ovčar. ona ima v nagonu to, da se hoče loviti. A ne? Vse, kar beži pred njo, je za njo tako, kot igra lovljenje. za nos. Tako? To kaj igra za nos preko satuška. Ja. Tako. Kjer pes pa je tak, da bi ubil srno pa tak prevlekel? Nemški ovčar. Ja. Imaš različne, imaš tudi, bom rekel, te krvosledci so običajno hanoverski ali pa barvarski barvar ali pa Koliko pa ki stanejo? alovski psi. To so vsi z rodovnikom, Kaj pa vsi jaz morajo imeti bečar? rodovnik, potem morajo upraviti preizkus naravnih zasnov. Se pravi, če je pes za krvosledstvo, morajo upraviti pač neke teste, da vidijo, če je sploh primeren za to. Če je poslušen, če je malo gensko zasnovo ta pravo, a ne? Da Kaj pa je- jaz bečar? Enako, tudi oni imajo preizkušnje. In psi za vodno delo, a ne, se pravi ti. Moja teta ima jaz bečar. Ja? Moja tudi. Bravo. Imamo isto teto. Dobro. Torej, običajno so ti krvosledni psi so taki, da na koncu običajno pokončajo ranjeno divjad. Zadušijo jelena, srnaka, če je ranjen, da ga odreše muka, ne? In potem glasno opozarjajo na mestu, zraven plena, grejo lahko tudi po lastnika, običajno tudi pravilo, da pridejo po lastnika in z glasnim laježem peljejo lastnika do te živali. Mislim, lastnika tega krvosledskega psa. Ne? Kaj če medved, samo da je tudi kakšna nevarna žival, ko medved? Ja, takrat se gre pa s posebnimi psi, so pa posebni, bom rekel, krvosledci, ki so sposobljeni samo za medveda. šla tudi, če bi po kakšni živali podobni medvedu. Ne samo za medveda, ampak bom rekel tudi za medveda, ki je pa specifična žival, a ne? Se pravi, sam sem že sledil enemu ranjenemu medvedu kar par kilometrov, ne? Ko ga je pač en gost ga je zastrelil, ga ni dobro zadev, ga je tlele v bistvu pod prvo šapo zadev, ga je ranil in mu ni povzročil neke velike škode, ne? Je bil ranjen, je izgubil kar precej krvi, ampak je on še veselo šel lepo. Kaj pa ste vi naredili, ko ste mu sledili? Ja, potem smo takoj poklicali krvosledca, ga dali na nastrel in potem še ta krvosledec, torej lovec z orožjem in moj kolega, ne, lovski tovariš moj, je tudi šel pa seveda z njim in sta tam en del prehodile, da sta povedala, a je šel tam čez un most, da smo mi se pol z avti pripeljali na tisto lokacijo, kjer je bil nazadnje viden, oziroma kjer je bila sled, da smo mi prišli v pomoč, ne, če bi slučajno bo karkoli treba koga zaščititi, ker je ranjen medved je res hud lahko, ja. No, skratka, potem je en ta moj lovski kolega je pač tega medveda našel in ga pač tu končno usmrtil. Tako da je bilo vse, imel pa 200 kg. In takega medveda, če hočete, da je ta trofeja, oziroma da je ta medved, ki ga je gost hotel dati na gaček, da je lep, morate tega medveda nesti. Ne smete ga vleči po tleh, ker bi mu vso dlako populil. In bi bil tak ena mačka. Koliko po mojem medvedi približno v Tintin? 200. Pri nas jih doseže tam do 400 kg, ne? Recimo grizzly, torej v Aljaski ali pa v Kanadi, pa doseže lahko tudi do 700-800 kg. Koliko te lahko to nasajo? Kaj? Koliko te jih lahko to 5 Ja, nosila moraš narediti, ali pa pač vsak mi smo ga 4 prijeli, vsak za svojo šapo, pa še en za glavo.
5 komadov smo ga nesli. Zgodaj ste Počivali. pripravili avto, te pa ste sam gor Je, naložili. ker ga nismo mogli z avtom priti čez potok, pa še gor v hrib. Ja, vam ostra, pač koga pa krepla ostra, zelo. Ja, pa dolge. A imaš ti kako trofejo? Nimam. Kako pa dobiš dovoljenje za medveda loviti? Moraš biti lovec, oziroma moraš imeti spremstvo lovca, spremljevalca, a ne? A se lahko vita spremljevalca. Ja. Jaz sem tudi lovski čuvaj, Sem slišal, ja. tako da to je spet poglavje zase, ne? Ampak zdaj ne morem biti čuvaj zaradi tega, ker sem predsednik družine lovcev. Ni dovoljeno, da mislim, ni. V pravilih piše, da ne morem biti pač upravljati čuvajske službe. Ne? Imam pa druge čuvaje, ne? Kot predsednik, ki mi pač poročajo, kaj se dogaja v lovišču. No, kar veliko lovišče tukaj, A to je za celo Slovenijo? pač? kaj, ne? Preko časa pa se Samo v vi svoji lovski pogovarjate? družini, Če so preko časa se vi pogovarjate? po telefonu. Sem suponih, walkie-talkie. Jaz tudi. Lahko tudi v kakšnih primerih, kadar imamo na strel orožja, da javimo fantom dol, ki so pri tarčah, da gre v zaklon v eno jamo, da jih ne bi kdo slučajno po nesreči zadev. In ko povejo, da so dol, lahko ta šele strelja, recimo. Takrat uporabljamo walkie-talkie, ki so dolge razdalje, da se ne bereš, pa lasnik mučeš, a ne? A gre prestraši živote? Kako? Kako se Pa še dereš se brez veze, pravim, glasilke mučeš žival, plašiš še dodatno, res je. Že streljanje jih pač dosta vznemirja. Zdaj, kot veste, so to dušilci dovoljeni pri lovu, a ne? Dušilci zvoka. Kako ste dali pol medveda, ko ste ga dobili? Tistega medveda smo potem dali v, torej je šel na tehtanje, ker na podlagi kilaže pol gost plača neko ceno na kilo, ne? A kazen? Ne kazen. Če ga hoče odkupiti, ne? Kar preprodajate medvede. Ja. So ga ponave. Kako pa Ker to vi? je njihov dom. Za kuk pa Sej mi tudi skrbimo za njih, sej jih tudi mi futramo, kdo pa nam koruzo plača. Za kuk pa so te medvedi? Ne vem. Mi ta denar, ki prodamo divjak, nabavljamo koruzo, tankamo ta naš lovski traktor, ker rabimo koruzo odpeljati na ta vrh gor, na Blošček, pa na Županšček, pa dol v Iško. Tukaj dol jaz skrbim, a ne. Pole pa še en tam se imenuje pa Janaskova dalinka. Ja, tam je pa še eno, bom rekel, Herkules. A ne, jaz imam edini, ki imam koruzo v sodu, ki je na zajlah, na dveh zajlah, zato da ga medved ne more v potok dol mi izvleči, pa ne vem, kam se mi ga že vse zvlekel. Smo dali še eno zajlo, da je ta sod približno na enem mestu. In v tem sodu je koruza v zrnu. In v sodu je ena lukenca majhna. In čez tisto lukenco, Si že povedal? vse sem povedal vam, ne? Evo si mogla premetovati. Tako si ga pa, Metavo, da se je okrog vrtel. se vam bom pokazal video, kako to izgleda, da boste si lažje Pa predstavljali. če ti lahko to medved stara, veš, Ne more streti, ker je bojler za vodo, veš, je zelo debel, tako da ne more. Ima pa tako odprtino, da koruzo noter streseš iz žaklja, ne? Noter gre 30 kg koruze in te zličkajo daš drugo, ne? Je pa pač točno določeno, koliko hrane lahko damo. Zakaj hranimo medvede na takih točkah, ker so stran od ljudi? Da ne hodijo v vas, da se tam zadržujejo. Točno Hodijo tako, v vas. točno tako. To smo verjetno že včeraj rekli. Ampak Lej, to sem že tokrat povedal, tokim skupinam, da ne vem, kjerim sem že povedal, pa kjerim ne, tako da se kakšna stvar mogoče ponovi, če pa dvakrat slišite, pa tudi ne bo nič narobe, a ne? Tako da se vprašam, boš dva, pa si tako, zapomniš. Kaj pa pol, ko ste dali medvedo na tehtanje, nič ni v kli taklo v avto?
ali pa kaj takega? Aha, kako je to izgledalo v avtu? V avtu smo ga dali v eno tako ponjavo, a ne, ki je prav posebna za to, ker pač zadržuje kri pa te tekočine. Smo ga dali lepo v avto, odpeljali na tehtanje, v hladilnico je potem šel, a ne. Potem se ga takoj iztrebi. Ne vem, če veste, da je, kaj je trofeja pri medvedu, kdo ve? Glava, šapa. Kožuh, Nič več, bila je včasih koža, pa so pa to začeli, ne? šapa. Ne? Koščica v lulčku. Ja, Ne moreš, oprostite, ali ampak kakšna... to je res, ne? Vse lep izraz bil. Ali pa v penisu, če želite. Ja, še boljš, ne? Še bolj strokovno. Koščica, ja, imamo koščico v lulčku in tista koščica je potem trofeja od tega medveda. Ne? Ne, včasih je bila tako kožuh, pa sem imel Kakršnakoli, a je majhna, je večja, kakorkoli, a ne? Spolna kost se reče. Ja, pa je tukaj Ne, podobno. včasih imel dlake. Odvisno koliko je velik. Večji, ko je... Koliko je pa že kdaj lovili otroka? Tako še ne bi celi odrasle. Ne, tisti pa še nimajo. Koliko je pa približno velik? Približno. Tako. Koliko ima približno? Koliko je pa najmanjši? Ta je imel približno 200 kg, ki je imel tako kokoščico. Koliko ima ta koščica? Medvedka pa nima tega. Koliko ima ta koščica? Kaj pa pri medvedki? Kaj pa pri medvedki trofeja? Ne, to lahko vzameš domov Pri šopo medvedkah je pa samo golež trofeja. Ja. Luknja. Jaz nisem ustrelil medveda, niti ga ne želim, niti ga ne bom, niti mi je hudo, ko se to dogaja, ampak glede na to, da jih tle gor spremlja že 16-17 let, ne, na blokah, vam povem, da jih je dovolj, glede na to, da smo jih zdaj to leto 8 mogli pač odvzeti. Ja. Ampak jih je še vedno res ogromno. Res ogromno. Tam je več kot 100. Ne, toliko ne. Veš kako je? Lej, morate vedeti, da medvedi delajo kroge. Oni lahko tudi 60 km na dan ali pa na noč naredijo, če hočete, iščejo hrano. In vejo, aha, na bločku imam koruzo ob 7 zvečer. Ker tam je Herkules in on meče na točno določeni uri, kaj ti naštimaš v timer. Se zavrti pol en disk in vrže za eno prgišče koruze dol. Nič dosti več. Živalka to sliši, če nekje v bližini ležijo, ne, slišijo to koruzo, kako leti čez tisto mrežo, ki je zaščita proti pticam, ne, da ne bi ptice to pojedle, ker sošoje so mojstrce za krasta, ne, koruzo. In skratka, ko to koruza dol leti, one to slišijo, te živali, in pridejo to koruzo pojesti. In so točno navajene, ob kateri uri bo hrana. Pa vejo, koliko je ure? Vejo, pamet, ne vem, vejo. Medvedja meso je A medvedi sam cel cajt iščejo Ampak ga hrano? je obvezno morate dati medvedje meso na pregled za trihinelo, se reče. Ne sem... Ne salmonelo, trihinela je ena zajedavc. Kaj pa če imajo medvedi svojo uro, pač Seveda imajo svojo notranjo uro, tako kot imate vi, a ne? Ponovadi točno zadanete, zdajle pa toliko ura, ne? Prav nimate na rok, pa rečete, zdajle pa približno toliko ura. Pa čekate. Ne, mislim sem svoj čas, da imajo Ena pa 17 minut. da imajo Kaj prav imaš dober svoj vid, a čas. ne? To dobro vidiš. Vse vidim, sonce mi se. Ja, si Kam pa senca kaže Čepalcu, zdaj, ko smo že po orientaciji, pa se me spomnil na to uro. Kam zdaj senca bi kazala, če zapičimo to palco v zemljo? Kamke? V katero smer? Proti severu. Zakaj pa? Zaradi tega, ker je Ker je sonce ob enih v poletnem času in v zimskem času ob 12 na jugu. Simpel. In kaj imamo? Iz sence potegnemo
črto imamo smer Severa. sever, ja. Jug, pravokotno na to je pa vzhod, pa zahod. Easy busy. Kako je s severnico? Veliki voz, ne? Veliki voz, 5 razdalji, severnica, kako tam naredimo kompas, smo rekli, kdo se spomni? 5 zvezd. Naravnost dol 5 razdalji, ja, do To pa severnice. naravnost dol potegnemo. Samo palco date proti severnici, pravokotnico naredite, a ne? In imate kompas narejen. 5 sekund. Kaj? Imaš kompas narejen. A ja, Ja, vzameš palčko, le. tam rabijo biti zvezde, Ana. Moš najti. Res je. Moraš najti severnico najprej, seveda, se smo povedali, ne, kako jo najdemo. 1, 2, Ne, sam, če so oblaki, pač nas neč najdu. Če so oblaki, pa je en del neba, bom rekel, v oblakih, en del je pa viden. Kaj pa pol naredimo? Samo eno zvezdico vidimo. Pa ne vemo, kjera je. Ne rabi severnica. Ali kdo ve? Kaj pa pol? Ne. Vzamete 2 palčki, greste na tla in naciljate to zvezdo. Ponovadi je dobro, da imate eno malo daljšo, pa eno krajšo. Prvo palco naciljate, se pravi zapičite v zemljo, recimo, da je takole visoka, takole. Naciljate zvezdo in ta drugo palco morate potem skrajšati, oziroma tako, da jo naciljate čez takole, ne? Da z očesom gledate čez obe palci in zvezda tam stoji v zadnji z obema. Razumete? Kot neko namerilna naprava. Zapičite, počakate 15 minut in se bo zvezda premaknila. Torej, ko smo naciljali to zvezdo, ne, z 2 palcama, počakamo 15 minut, pol ure. Ko pridemo nazaj, pa pogledamo čez ta našo namerilno napravo, ne, se pravi čez takole na ta način, ne, da pač torej znižamo naše vidno polje, naciljamo na tisto zvezdo, smo rekli, in potem se zvezda premakne recimo na levo stran, tam, kjer imamo srce. To pomeni, da je ta smer proti severu. Če se je obrnila, oziroma če se je zvezda premaknila na desno stran, je proti jugu. Če je šla zvezda gor, je na vzhodni strani ta zvezda. Če je šla zvezda dol, je pa na zahodni. Torej, pomembno je, da veste, da je na srčni strani sever. To si zapomnite, pa boste ostalo pa že po logiki nekako sklepali. Ne? Če gre gor, je vzhod, če gre dol, je pa zahod. A ne? Smiselno? Tako. In to lahko tudi preverite, deluje. Še ena stvar. Na kompasu imamo gledalce. A jaz lahko zdaj zajčka vse smeri neba pošljem ali ne? Ne. Ne, zakaj ne? Kakšen ga zajčka? Tole. Boš videl. Ne. Lahko. Lahko imam 2 ogledala, ne? A ja, to ja. Ampak to je ful težji. Lahko imam pa enega samega, lejte, zdaj to. Stojim za tem, ne? Prav takole, vam gre zajček, meni pa ne zdaj, ne? V mojo smer. Kaj pa naredim, da gre? S telefonom. Evo. S telefonom ga. Ne? Kamero. A vidiš? Proti soncu greš. A vidiš zajčka na moje faci? Kako ne? Če je. Ja, Soncu vidim. se obrneš, ali kaj? Daj se na sredini začne. Nekaj pite na sredini. A ti veš, kaj je bilo? Hej, malo tiše, prosim. Sem se malo ščipal, se popet v glavi.
Bobo počasi. Kaj je bilo to? David? Snežak. No, kaj zdaj kažem? Še pak poklik. Prej, glej. Najmaj. Dej, Trisana pokaži. No, kaj kažem? Imeli so že otroke iz Belorusije, Rusije, Slovenije, Hrvaška, Ukrajina in nahaja se v blokah. To je vse, kar sem se zapomnil. Naslednji. Lage survival school je šola za preživetje. K njim so že prihajali Beloruse, Rusi, Ukrajince, Hrvate in nahaja se v blokih. Okay. To je Lari Survival School. V njo so prihajali že Rusi, Belorusi, Hrvati in nahaja se v blokah. No, zdaj nam pa ti povej, Maj, kaj si ti izvedel. V survival school Laris preživetje so že prišli ljudje iz Rusije, Ukrajine, Belorusije, Hrvatine, Slovenije, 8 in veliko iz blokov. Kaj? Še kar govori. Ste pripravljeni? Pa pazite, kje stopate, da se ne boste podirali. Sever! Vsi tisti, ki so trznali, greste ven. Aljaž tudi ven, Laura ven, Miha. Ej, pojdite se usedati tja. Ko ni poskusno to? Ja. A ja, tale runda. Hej, mam, izgubil sem. Ej, tišje, prosim. Sever! Shod! In si stopil na štorko. Ti si stopil na šotorko, ja? Jug! Sever! A ne, zadnji si bil? Zadnji si bil.
Sever. Sever. Jug. Vzhod. Ja. Ker preskočil boš. To tudi te vala preskakati. Prav? Shod. Vsi, ki se trznali ven. Jug. Sever. Vzhod. Nili. Zahod. Maj. Maj. Sever. Sever. Jug. Stop, jaz sem gor. Aha, okej. No, David, kaj sem ti povedala? Lari Survivor School poletni tabor je namenjen otrokom od 6 do 15 let. Tabor izvajamo po vsej Sloveniji. Smo mednarodni tabor. Imeli smo otroke iz Rusije, Ukrajine, Belgije, Luksemburga, Nemčije, Avstrije, Slovaške, Češke, Srbije, Bosne. Letos se nahajamo na ekološki kmetiji Godičevo v Blokah zraven Bloškega jezera. Bravo. Ful dober. To je tekst na naši spletni strani, prav? Naslednji. Naslednji pride. Eden pride. Eden. Eden ali vsi? Eden. Zdaj boš ti njemu povedal naprej. Zdaj boš ti njemu povedal, kaj ti je David povedal. Pa ne vem, kaj je potem. Kaj pa? Bom povedal. Pridi bližje. Pet bližje, ja. Lari Survivor School je tabor, ki se ga izvaja po celi Sloveniji. Nahaja se na... čakaj, pardon. Imeli smo otroke, iz Rusije, Belorusije, Srbije, Bosne, Slovaške, Luksemburga, Slovenije. Nahaja se na ekološki kmetiji Bloke. A to je to? Vse, kar vem. Ok. Dobro. Jaz si pa nisem več zapomnila, ne? Prosim.
Kaj si ti god? Ej, gledajte to zdaj, no. Moj, ti ne si vedel, kaj ti si vedel? Kaj kažeš? Jo, ovi moj, ne, vedel kako. Stopajoče. Ne bo torta vozila. Ožigala sem ga. Zakaj smo bolj tako delali? Ne čez ognišče hoditi, prosim vas. Ker imam saj. Za vodo bojo. Ja, Florian, ti ne gledaš. Obrni se, ja. In kaj zdaj? Zdaj boš se njemu naprej pokazati, kaj si videl. Vid, ti ne gledaš. Obrni se. Obrnem se. Gor. Dej še enkrat. Ja. Dej še enkrat. Vid, podlej. Pozabil sem, kaj pa pokazal. Sam si kriv. Improviziri. Idemo naprej, če se ne spomniš. Vem, da je nekaj zraka. Ja, če se ne spomniš, mi se pokaže ali pa... Ja, zdaj ti naprej pokažeš njej. Ne, to je naredila, to je naredila. Ti, kar ti je pokazal, pokažeš njej naprej. Ja, v redu, to ti je pokazal. Čekuj nekaj pokazal. Pa jaz sem jo edini še v redu. Ja, ti še ploskaš v več. Pa ne, no, tako. No, kaj sem pokazala? Ogledalo, pred ogledalom, ki si šminkaj pa... Pač, da greš na zmedo. Make-up! Ja, make-up. Pa z duhami pa si še obleko narihtaš. Make-up. Jaz sem To je pa prišlo. Sever. Jug. Nadja, ti pa malo spremljaj, da imamo z vseh koncev kontrola. Shod. Taj, sem si obrnen. Tristan, sem si obrnen, ven gresta. Če si bil samo obrnen, pridi ven. Shod. Miha. Tudi on je.
Bodite fair. Ok. Sever. Laura, stopila si gor. Ti si kar na vzhod, na zahod obrnen. Jug. Gor si stopila. Zahod. Sever. Sever. Jug. Zahod. Zahod. Ja, kam? Ajde. Sever. Bravo. Sever. Zahod. Sever. Jug. Ja, se gre ven. Vzhod. Zahod. Sever. Jug. Vzhod. Ja, Neli pa, nej pa. Ni zahod kle. Vzhod sem rekla. A ja. Jug. Sever. Sever. Zahod. Ojej. Zahod sem rekla. Zahod sem rekla. Zahod. Sever. Jug. Sever. Vzhod. Maj. Zahod. Ojej. Istočasno sta bila, ja. Sever. Ja, očitno zadnji. Ok. Jug. Vzhod. Na sever si obrne, Aljaž. Sorry, sorry. Bravo, Florian, Jakob. Jug. Miha, zdaj se ti nekaj obračati. Miha. A tako? Ja, ti se obračaš, glej, v tisto stvar se dogaja. Res, ko bo šel ven. Sever. Vzhod. Zahod. Sever. Jug. Jakob, ti si tudi gor stopil, nisi? Mislim, Florian. Sever. Vzhod. 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 Sem se kar obrnil, da grem ven. Sever. Jug. Jug. Sever. Sever. Vzhod. Ja, Manuel. Ja, ni tako zastavca. Vzhod. Tu imaš ti flašo. Ja. Sever. Jug.
Dotakni se, ta moder. David. Ali pa taj, ne vem. Tam so... Ja, mislim, jaz tudi mislim, da se je Jakob. Tisti si. To je dobra novica. Pa zahod. Zahod. Sever. Jug. Sever. Evo malo hitrejš. Sever. Jug. Vzhod. Zahod. Dejan, stopa gor. Sever. Jug. Vzhod. Hej, mami, izgubil sem spet. Zahod. Srečo. Sanjate. Sever. Jug. Zahod. Zahodi tu. Miha. Ma Miha, ti už je spadel enkrat sam. Vzhod. Čudno za še. 300. Zahod. Tako sem bil slab. Jug. Snemam. Ja, pa te pa zbijajo. Ja, to te zbijajo. Na YouTube gre to. Sever. Jug. Sever. Sever. Jug. Sever. Moj. Sever. Zahod. Bravo. Sever. Jug. Vzhod. Zahod. Sever. Jug. Vzhod. Medved. Medved. Jug. Vzhod. Vzhod. Je ob gozdu. Jug. Gozd gleda. Sever. Spremem da medved. Sever. Jug. Aljoš, trzno si. Ja, Aljaž. Tam je pregledala. V gozd. Sem zdaj pa nas hoče Vzhod. upozoriti. Zahod. Sever. Jug. Sever. Sever. Jug. Zahod. Vzhod. Sever. Vid. On je sigi Sever. če on Vzhod. zahode, ne, ona reče lukom Vzhod. Jug. Ja. Vid. Čebele so. Sever. Vzhod. Vzhod. Jug.
Jug. Zahod. Koga se zuva? Oh. A ste se zrihtali? Vzhod. Kako se sliši? Vzhod. Tisti, ki ste trznali. Zahod. Ja, a si preskočil? A ja stopil si gor, okej. Sever. Zahod. Nili. Jug. Sever. Sever. Vzhod. Ojej, ej, Miha, pazi. Vid, stopil si ga na štorko. Nisem. Vid. Videla te je. Vid. Ti smo obrnen sem. Vid. A ja, vid. Nisem stopil. Zraven tebe Miha, no? Na desni. Blaž. No, pa Blaž. Jaz. Ne ti. Ti, ja, ti si to, Žal. Nekaj pa sem obrnen. Ja, on se je samo obrnil, ker je razumel Miha. Da je Miha stopil gor. A smo? Zahod. O, za las sem. Miha, kaj pa ti? Ja, če malo za nas. Kaj pa si pil? Ja. Sever. Aj, Ajej. ne, nisem do konca rekel. Ni rekel do konca. Jug. Sever. Dajmo akcija, jug. Ajde se pojedi. Sever. Malo vreme te že do stran. Sever. Trzno si. Maj, David. Sever sem rekla. Zakaj pa so ostali lahko ostali? Daj en ven si, ki si trzno. Tudi pa, David tudi. Jug. Sever. Vzhod. Vzhod. Ja, Tristan. Zahod. Zahod. A se me res ne sliši? Ja, res. Tudi jaz sem mislil, da ste rekli. Sever. Jug. Sam je bil vzhod. Sever. 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 Jug. Vzhod. A na sever stojiš, Miha? Oziroma obrnen si proti severu. Aha, finale. Vzhod. Bravo. Bravo. Ja, ne gre. Podiraš pred sabo. Sever. Jug. Žiga. Neka plaža. Sever. Au! Pa kaj me spotigaš?
Tisti, ki ste trzili ven. Zahod. A se me dobro sliši? Ja. Sever. Ej, tisti v modri majici je na vzhodu, Brjan. Jug. Evo, ne pa ven. Vzhod. Zahod. Sever. Jug. Sever. Zlivo, jug. Sever. Jug. Jug. Sever. Sever. Aha, David pa... Sveti tuje si se premaknil. Dobro ste. Jug. Vzhod. Zahod. Ti si v zeleni majici, je bil zadan. Šampion, pa kriper. Ti si šampion, je Pa bil najde zadan. odločava. Sever. Jug. Jug sem rekla, jug. A niste slišala? To pa res nisem slišala. Okej. Zadan, si A ti ne? šampionove. Ne, kar ustani, ko me niste slišala, ko sem prav videla. Jug. Tržno si, no. Daj tržno si. Tudi v zeleni majici. Zeleno črno, ti si Tržno si. ti si toksični. Tle se vidi. Sever. Jug. Vzhod. A, David, gor stojiš na... A ja, ne, sorry. Zahod. Wow. Sever. Wow. Jug. Vzhod. Pa Jakoben. Vzhod. Kaj je bilo? Jaz se pa nisem dotaknil, kaj ti me govoriš. Oba ven, ker tu je zahod. Če govorite? Koliko malicija na dan? Koliko malicija na dan? O, jaz sem en dan, mi niti opomivati. Jug. Upam, da zastavite zmaga. Zahod. Aj, Manuel. Sever. Punce, ko so itak trikrat skupaj. Sever. Premaknila se je. Sever. Sever. Jug. Vzhod. Ok, punce. Neli, obrnjena si na severovzhod. Ja, res, jaz tudi. Kaj gledate na njih bolj z levim očesom? To je bil hec. Dobro, ja, to je bil res bolj hec. Ogromno hec. Zdaj si se... Aj si pozabil, To je Jakob, bil prevelik hec. Res velik hec. Tako, že povedal sem za Sever. Zelo velik. Jug. Sever. Jug. Vzhod. Ko tako zlale. Laura. Obrnjena si bila proti severovzhodu. Bravo!